Kaj je zdaj Magic? Lepo zdrav, še eno novo video. Za vse tiste, ki me sledite na Instagramu ali pa na Facebooku, ste verjetno videli, da sem v bistvu začel z eno svojo mini turnejo po Sloveniji in sicer za svojo novo predstavo Iluzija. Če bi si radi prišli ogledati mojo novo predstavo, imate link takoj tukaj spodaj v bio. Imam samo še 2 zadnje ponovitve, tako da za vse tiste, ki bi radi prišli gledati, kupite vstopnico. Predstava je res full nora, the best, full boste uživali, ker noter boste videli trike, ki jih še nikoli nisem kazal, tako da se vidimo. Danes Magiki vas bom naučil en nov trik in sicer kako se prežaga ženska na pol. Hecam se, v bistvu seveda, ker sem hotel dati v naslov tega posnetka en malo drugačen, oziroma da vas pritegne. In sicer danes vas bom naučil trik, kako se lahko karta zaceli nazaj, se pravi, kako se lahko strgana karta zaceli nazaj. Naj vam najprej v bistvu pokažem, kako trik izgleda. Pa naj vam najprej pokažem trik. Rabim eno karto, kjerokoli. Gor na to karto se bom zdaj podpisal, zdaj, ker nimam prostovoljca, sem pač jaz podpisal, drugače bi se prostovoljec. In takole, se pravi, imam eno karto podpisano. Zdaj pa, kaj bom naredil, je, da bom to karto označil na en prav poseben način. In sicer najprej bom dal na polovico, takole. In bom zdaj to karto vzel in bom strgal točno čez sredino, da bom dobil v bistvu 2 polovici, čisto preprosto. Zdaj bom pa še enkrat to karto zložil, oziroma dal takole na polovico in bom pretrgal še enkrat čez eno polovico. Se pravi, še enkrat čez, takole. Pa še zadnje, če recimo vzamem en košček te karte, lahko v bistvu še drugo polovico dam takole na pol. Zdaj v bistvu imam te karte čist pretrgane. Zdaj bom pa vzel te koščke in jih bom takole pospravil v roko. Zdaj bom pa vzel še pisalo, ker rabim pisalo še za tale trik. Če grem samo čez, lahko rečem čarobne besede, upam, da rata, naprimer, in lahko zdaj naredim, da se vsi koščki zacelijo nazaj v eno izbrano karto. Ok, vse, kar rabite v bistvu eno pisalo, pa 2 karti, to je to. Zdaj pa to pisalo pospravite noter v žep, ampak preden ga pospravite, rabite v bistvu prostovoljca prosite, da se v bistvu podpiše gor na karto. Zdaj pa te 2 karti držite skupaj kot eno, to je zelo pomembna stvar, in rečete prostovoljcu, da se ne gor podpiše na to karto. Takole, in to pisalo zdaj pospravite noter v žep, ker vam bo potem prav prišel. Zdaj pa to njegovo karto seveda mu lahko pokažete, da zdaj imate to v bistvu, držite karto kot eno, ok? Zdaj boste pa to karto dali na polovico, se pravi, date na polovico, se pravi, eno karto, v bistvu zdaj popravim, date zdaj v bistvu 2 karti na pol, ampak njemu zgleda v bistvu, kot da date eno karto na pol. Zdaj pa, ko ste dali karto na polovico, boste imeli tukaj v zadnji en tak žepek, vidite? In lahko dejansko samo odlimate to zgornjo karto, ki on misli, da je v bistvu njegova. Zdaj seveda, da bomo to malo zvolj zakrili, jaz dam roke takole naprej in zdaj odprem to eno karto naprej, obrnem, zarotiram vse karte in ta 2 koščka, se pravi, ta košček držim kar se le da vodoravno z uno karto. Zdaj pa strgam to karto čez sredino, takole, in dam to karto naprej. Zdaj njemu od spredaj izgleda, kot da v bistvu jaz držim zdaj 2 koščka, ampak v realnosti držim v bistvu eno karto pa 2 koščka druge karte. Zdaj pa, ko sem to naredil, dam ta košček takole naprej in še enkrat upognem proti sebi, takole. In zdaj sem tisto karto, ki sem dal naprej, sem jo v bistvu samo prenesel nazaj, tako da jo lahko zopet odprem, zarotiram okoli in strgam čez sredino. Zdaj, ko boste trgali čez sredino, boste videli, da vam je to zelo lahko, zaradi tega, ker imate en tak trd rob in je zelo lahko v bistvu trgati karte. Zdaj pa date ta košček, ki ste ga strgali, date ga spet v spredaj, takole, to se pravi, da ga on gleda ves čas. Zadaj pa samo zdaj odlimate še en del zgornje karte, se boste videli, samo en del še odlimate in to je zdaj spet una druga karta in zdaj še to strgate čez sredino, takole. In zdaj ste dejansko strgali samo uno drugo karto in ne njegove. Ampak od spredaj izgleda, kot da ste v bistvu strgali njegovo. Zdaj pa te koščke date si takole notri v dlan in date palec gor na to zgornjo karto, ker ta karta je v bistvu njegova. Zdaj boste pa s palcem potisnili, to zelo krtko močno, boste potisnili naprej in boste videli, da bodo dejansko ostali koščki ostali notri v vaši dlani, vsi drugi bodo pa, oziroma tista karta bo pa šla v drugo roko. Se pravi, to hitro bi to izgledalo nekako tako. Se pravi, imate koščke, date v dlan, potisnete naprej in preprimete.
In zdaj ljudem, zaradi tega, ker je pač ta karta dosti tako debela, zgleda, kot da imate v bistvu več koščkov v roki. In tudi lahko v bistvu s tem palcem malo potisnete naprej in zdaj od spredaj zgleda, kot da v bistvu vi držite pretrgane koščke v roki. V resnici imate pa to drugo karto tukaj v roki. Zdaj se moramo pa seveda znebiti teh koščkov in najboljša metoda je to, da se znebimo, da damo te karte notri v žep in vsakeč, ko damo kaj notri v žep, moramo tudi z razlogom iti notri v žep in kaj druga ven vzeti. Ker pa smo prej pisalo predstavili, lahko gremo zdaj notri v žep po pisalo, te koščke zaprite svojo dlan, da jih ne boste seveda pokazali, ker tega ljudje ne smejo videti, zaprete in greste zdaj notri v svoj žep in ven iz žepa notri pustite koščke in daste ven pisalo. Vzamete pisalo, greste čez, abrakadabra, tlesnete s prsti in odprete in zdaj se je v bistvu karta zacelila pred njim. To je to. Hvala lepa Magiki, da ste gledali tale video, ne pozabite stisniti like, pa naročite se na moj kanal, če bi se pa radi naučili še več trikov, pa imate link dol v bio. Se vidimo v naslednjem pa bomo naredili, da bo ena karta lebdela sama od sebe. Čau!